od vremena pa gledališču Glej, ki v bistvu že 30 letja nam zagotavlja vrhunsko gledališče, ki je pa malce drugačno, veliko je alternative, eksperimentiranja, miline vsega, tako da smo veseli, da lahko tukaj v studiu zdaj gostimo Ingo Remeto, ki je v bistvu predsednica društva Glej. Govorili pa bomo o nekem posebnem projektu, ki se mu reče Boundary Crossing in v bistvu želijo z njim preseči državne meje. Več o tem bo pa seveda povedala Inga, ki je tudi predsednica društva, vodja programa in mladinskih ter izobraževalnih projektov, ter tudi producentka. Tako da dobrodošla ponovno v naši družbi. Res je, hvala lepa za povabilo. Lepo je biti zopet z vami. Jaz bi mogoče samo uvodoma uskočila, ker smo pravzaprav lansko leto praznovali 50. obletnico. 50. Ne 30. No, potem pa imam jaz napačne podatke. 50. v bistvu. Saj ste res, brala sem, da ste v bistvu najstarejše takšno gledališče na območju Jugoslavije. Res je. Gledališče Glej je bilo prvo ustanovljeno neodvisno gledališče na področju Jugoslavije, tako da smo imeli priložnost in veselje, seveda to srečo, da smo v preteklem letu praznovali 50. obletnico. Ampak da se vrnemo seveda k našemu projektu, gre za Boundary Crossing. Gre za mednarodni projekt, ki ni nič novega za gledališče Glej. V mednarodnih vodah na različnih nivojih se udeležujemo in v bistvu delujemo že več kot desetletja. V tem primeru pa gre mogoče za neko kombinacijo pravzaprav vpeljave novih poslovnih modelov. Gre za to, da smo pač v okoliščinah, v kakšnih smo, in tako kot vse ostale gospodarske in druge panoge je tudi za področje kulture bilo potrebno pač nekako osvežiti, prenoviti in seveda času uskladiti, oziroma ne času, ampak zakonitostim tega časa uskladiti tudi projekte, ki jih izvajamo. Torej ja, gre za projekt, s katerim želimo preseči meje. Najbrž ne samo državne, najbrž tudi meje, ki nam jih zdaj zastavljajo. Točno to. Gre za v bistvu geografske in državne, če želite, meje, ampak gre tudi za v bistvu presekanje ali pa prehajanje meja tudi v tipu organizacij, ki sodelujemo v projektu, v tipu udeležencev, ki sodelujejo v projektu in seveda strokovnjakov iz različnih področij. Na eni strani. Na drugi strani gre pa absolutno, ko govorimo o vsebini, za presečišče ali pa izmenjavo, prehajanje meja v smislu disciplin, gre za interdisciplinarne vsebine in seveda v bistvu, ko govorimo konkretno o udeležencih v programu, za preseganje meja v preigravanju in igri vlog, ki jih imajo znotraj projekta. In v bistvu pri tem gledališče Glej sodeluje z dvema univerzama iz dveh različnih držav. Kako to, da ste se odločili za te dve univerze in zakaj ravno za izobraževalne inštitucije v resnici? Res je, torej gledališče Glej je v tem projektu ali pa partnerskem projektu edino pravzaprav gledališče. Na eni strani sodelujemo z HKU-jem, ki je v bistvu University of Arts iz Utrechta. Gre v bistvu za dokaj kompleksno univerzo, ki združuje 9 različnih fakultet in znotraj teh fakultet je potem v bistvu Univerza za umetnost in v bistvu Univerza iz Istanbula, se pravi iz Turkov. Gre za v bistvu Kadir Has univerzo, ki je tudi obsežna, ima znotraj sebe 5 fakultet in ena od teh fakultet je torej pač Univerza za umetnost oziroma Fakulteta za umetnost. Zakaj? Gre pravzaprav za vsebino ali pa izobraževalni program, ki ga Glej pravzaprav dela že nekaj let. Se pravi, skrbimo za, mi temu rečemo pravzaprav opolnomočenje umetnikov. Torej nekako sledimo tem trendu, da enkrat, ko študentje pridejo iz AGRFT-ja, se pravi, ko končajo svojo formalno izobraževalno pot, da jih na poti do v bistvu bodisi institucionalnih gledališč ali pa naslednjega koraka popeljemo skozi določen proces izobraževanja. Bodisi vsebinskega, predvsem smo fokusirani na mednarodno udeležbo, ker v bistvu zaznavamo, da znotraj same univerze, torej AGRFT-ja, mednarodne note niti ni toliko prisotne, smatramo pa, da je to ena od res nujnih poti razvoja in inputov v smislu znanja in v bistvu usposabljanja.
Tako da smo nekako to kombinacijo ukomporirali. Dobili smo pa vabilo od 2 univerz, ker smo se več kot očitno na dosedanji poti izkazali kot kakovosten in v bistvu stabilen partner, tako po strokovni kot tudi poslovni ravni, in smo seveda pristali na projekt. Gre za pilotni projekt. Vedno radi rečemo, da stvari, ki se jih prvič lotevamo, so pilotni, zato ker si dovoljujemo v bistvu na podlagi evalvacij in zaključkov in komunikacije tako z udeleženci, kakor s partnerji in strokovnjaki, ki so delovali znotraj tega, potem v bistvu vpeljati določene izboljšave, spremembe, dodati kakšne nivoje in tako naprej. V bistvu vedno gradimo procese tako, da stremimo k temu, da jih dopolnjujemo, izpopolnjujemo in da v bistvu zagotavljamo večplastnost strokovnosti in potreb, ki jih udeleženci potrebujejo. In kaj je v bistvu glavni cilj tega projekta? Absolutna izmenjava izkušenj in pridobivanje v bistvu nekega znanja ali pa enega nivoja sodelovanja, ki jo do zdaj ni bila moč ali pa mogoče pridobiti zaradi takih ali pa drugačnih okoliščin. Torej, tukaj res gremo, eden nivo tega projekta je v bistvu deljenje strokovnega znanja, torej imamo različne strokovnjake, tako iz Nizozemske kot iz Turčije, kot seveda iz Slovenije, ki svojo strokovnostjo participirajo v skupni bazen, torej konzumira ga pač celoten bazen udeležencev. Potem, seveda, če bi živeli v idealnem času, bi se ta projekt dogajal nekje ob fizični prisotnosti vseh udeležencev skupaj. V tem letu žal to ni mogoče, tako da smo v bistvu naredili tako, da slovenska ekipa dela v Sloveniji, turska v Turčiji, Nizozemci v Nizozemskem, ampak smo zahtevali oziroma vloga vsakega od udeležnikov je, da je enako prisoten tudi pri nastajanju drugih 2 projektov. Tako da v bistvu udeleženci imajo ne samo priložnost pridobiti nova znanja iz strani strokovnjakov, seveda smo, ko smo sestavljali ta program, izhajali iz tega, da pripeljemo znanje v Slovenijo, ki ga nimamo iz strani strokovnjakov iz tujine, in ravno obratno, da smo svoje znanje, ki ga imamo v Sloveniji, odpeljali v tujino in s tem pač pridobili in eni in drugi. Na nivoju udeležencev gre pa v bistvu za neko interdisciplinarnost, izmenjavo ne samo mogoče umetniških praks, ampak tudi kultur, navad in vsega tega, kar močno vpliva v procese dela in ustvarjanja. Ne vem, določeno temo mogoče na področju... Drugače vidimo, ne pri nas. Tako. In v bistvu ključen moment tega so pravzaprav tudi komunikacija, oziroma mi temu rečemo neki kritiški feedbacki, kjer v bistvu udeleženci imajo priložnost povedati, kaj mislijo, zakaj mislijo in utemeljujejo svoje stališče, na podlagi katerih se potem v bistvu vzpostavi skupno dobro, bom rekla. In to so nekatere stvari, ki se jih dejansko lahko dobi samo pri konkretnem delu z ljudmi iz pač drugih držav ali pa pač drugače mislečih ali pa z drugačnimi navadami ali pa umetniškimi praksami. Kako pa ste izbirali v bistvu udeležence, na podlagi česa ste jih izbrali in kdo so udeleženci na slovenski strani? Na slovenski strani imamo Barbaro Ribnikar, Niko Baptisto pa Nino Ramšak. Gre za to, da smo tudi pri izbiri, torej glede na to, da imamo pilotni projekt, smo si dovolili sami povabiti mlade umetnice, s katerimi pač želimo delati. Namen pa je skozi čas v bistvu vstopati z nekim open callom ali pa povabilom k sodelovanju, ker naši partnerji na drugi strani so to naredili. Mi smo pa v bistvu izhajali iz tega, da imamo nekako rdeča nit našega delovanja ali pa želja gledališča Glej je pravzaprav spremljanje rasti in razvoja umetnikov in umetnic, s katerimi delamo. In govorimo konkretno o 3 umetnicah, ki nas zanimajo v perspektivi gledališča Glej, z njimi tudi v prihodnje delati, in ravno zaradi tega smo jih želeli vpeljati v nek proces, ki je tako zanimiv za njih kot za nas, in v bistvu nameravamo tudi v prihodnje z njimi delati, razvijati in se usmerjati v neke vsebine. Kako pa v bistvu samo delo projekta izgleda? Kaj se dogaja? Koliko časa že traja? En teden, se mi zdi. Res je. Začeli smo v prejšnjem tednu. Celoten projekt traja 6 tednov.
Pravzaprav gre za projekt, pri katerem je ključen proces. Torej, lahko se zgodi, da na koncu bomo imeli 3 končne produkte v smislu nekih prezentacij ali pa predstav, ampak čisto zares nas v tem trenutku to niti ne zanima. Torej, zanima nas vse po poti nastajanja končnega produkta. Tako da smo v bistvu v prvi seriji imeli predavanja strokovnjakov, o katerih sem govorila, gre o različnih nivojih, o samem nastajanju predstav, dramaturgiji, v bistvu tudi tem kritiškem pogledu, disciplinah in tako naprej. Potem smo v bistvu imeli prezentacijo vseh udeležencev v smislu, kaj jih zanima, kaj so do zdaj naredili, na kakšen način razmišljajo. Imeli smo neko krovno temo, ki je v bistvu zelo, zelo široka in je tam na mizi samo zato, da se jo gnete in se iz nje izpelje karkoli, ker je tudi v bistvu princip našega dela in želja, ne želja, ampak v bistvu umetniška pot gledališča, glede spodbujanja avtorskega gledališča in tega nekega razvojnega gledališča, ki je nekoliko bolj specifičen in nekoliko bolj zahteven do samih umetnikov, ker gre pravzaprav za konstantno preizpraševanje, ne samo materiale. Ni samo tisto, sem izvajalec in se bom ukvarjal z materialom, ampak se ukvarjam še s tem, kaj sploh želim povedati, kaj sploh je material. Tako, in kakšna je moja pozicija do tega materiala. Pri tem absolutno moram upoštevati vaše mnenje do tega materiala. Gre res za nekoliko bolj specifičen proces, ampak zelo zanimiv, zelo kakovosten in v bistvu proces, ki vedno doprinese rast samega umetnika. In kako se v bistvu potem, ne glede na to, da zdaj vse poteka v 3 različnih državah, kako se povezujejo med sabo in kako, na primer, slovenski ustvarjalci sodelujejo v projektu drugih? Torej, imamo 3 osnovne skupine, ki v bistvu s tem tednom začenjajo delati na materialih. Je pa pravilo tako, da recimo slovenska ekipa, umetniška ekipa, bo pri nas delala na procesu oziroma na nekem produktu ali pa kakorkoli. Vsaka izmed udeleženk mora tudi sodelovati v drugem projektu. V enem od projektov sodeluje tudi kot del umetniške ekipe. Lahko kot, ne vem, nastopajoča, lahko kot avtorica besedil za glasbo, lahko kot vizualna umetnica. Glede na to, kakšno vlogo znotraj materiala, ko ga tista skupina predeluje in obdeluje, bo našla svoje mesto. Skratka, soustvarja. Soustvarja. V tretji skupini, se pravi v tretji državi, pa sodeluje kot neko zunanje oko. Se pravi, kot nek kritiški pogled, pa ko govorimo o kritiki, ne govorimo o negativni kritiki. Govorimo pravzaprav o feedbackih in komunikaciji, o stališčih. Ogledalo, da ga nekdo nastavi. Točno tako. In v bistvu so ogledalo skupini, pokomentirajo, kaj in kako se dela, reflektirajo in potem skupaj na podlagi tega tudi gradijo te stvari. Imamo v 3. tednu oziroma v 4. bomo videli, glede na ukrepe, ki so, načeloma naj bi se takrat zgodile zares združevanje udeležencev, ampak žal smo v letošnjem letu pač ta del opustili, bo pa zagotovo šlo za izmenjavo mentorjev, ki sodelujejo. Torej, vsak izmed mentorjev, ki delujejo na državni ravni, bo šel in obiskal ostale skupine in z njimi delal fizično v prostoru. Tako da en moment te tudi fizičnega preseganja mej bo tudi se zgodil. Točno to, točno to. Hvala za enkrat, se bova še pogovarjali o projektu, najprej pa gremo za nekaj trenutkov v oglase. Ostanite z nami. In smo že nazaj, dobrodošli ponovno v našo družbo, z menoj pa še vedno Inga Remeta, predsednica društva Glej. Pogovarjava se o projektu Boundary Crossing, presegamo meje, tako da ponovno dobrodošla v naši družbi. Povedali smo že veliko o projektu, da gre v bistvu za povezovanje iz 3 različnih držav, institucij, 2 univerzi in gledališče Glej, in da gre za izmenjavo izkušenj, za izmenjavo tudi materijala, za izmenjavo, vsi udeleženci morajo vsaj nekako sodelovati pri vseh 3 projektih. Omenili ste pa tudi mentorje. Kateri so mentorji? V vlogi gledališča Glej oziroma znotraj gledališča Glej imamo Branka Jordana, ki je verjetno večini zelo znan, gre pač za afirmiranega slovenskega igralca in hkrati tudi profesorja na AGRFT, tako da smo v bistvu s tem približali tudi ta nivo, v bistvu, ne bom rekla sam nivo, ampak tudi izhajamo iz potreb, ki so dejansko na AGRFT-ju in smo jih skušali skozi njegovo vlogo tudi umestiti, da bi imeli vseeno balans med zahtevami in potrebami univerz. Potem Barbara Poč,
Poček in Anja Pirnat. Gre v bistvu za sodelavki že dolgoletni gledališče Glej, ki se v bistvu v zadnjem času tudi profilirata znotraj tovrstnih vlog. Barbara Poček je tista oseba, ki skrbi za izobraževanje oziroma opolnomočenje slovenskih umetnikov v kontekstu mednarodnih tal. Se pravi, načine, kako razmišljati svoje koncepte, na kakšen način jih umešati v različne regionalne, državne, pač čezmejne potrebe. In Anjo Pirnat, ki je pravzaprav tako dramaturginja kot zgodovinarka, ki že dolga leta dela tudi kot mentorica pri izobraževalnih programih, ki so pravzaprav do zdaj bili, mislim, gre za segment, ki je bil usmerjen v razvoj in izobraževanje mladih, torej za skupino ravno tako mladostnikov, ki niso nujno udeleženci in študentja AGRFT, ampak se z njimi ravno tako aktivno ukvarjamo na področju gledališča, in ona v bistvu iz te pozicije oziroma vloge tudi vstopa kot mentor. In v bistvu tudi prej ste omenili, da vsaka izmed držav in vsaka izmed institucij v bistvu nekaj doda na to mizo, da se tudi prihaja do izmenjave izkušenj in vsega. Kaj je tisto, kar imamo v Sloveniji oziroma kar gledališče Glej lahko ponuja, da je tista dodana vrednost, ki jo potem lahko prenese recimo na obe univerzi? Znotraj tega projekta konkretno smo se pravzaprav fokusirali na ta, bom rekla, niti ne skupnosti, mogoče nek community ali pa company, način dela, ki niti ni tako tipičen za Slovenijo. Torej izhajamo iz nekih kolektivov, umetniških kolektivov, ki skozi dolgo časovno obdobje skupaj ustvarjajo in pač skupaj razmišljajo umetniške vsebine, ki jih na koncu tudi sproducirajo. Gre v bistvu za zelo specifično naravo dela in seveda dinamiko znotraj pač kolektiva, ki dela. Se pravi, osnova pa je absolutno avtorsko gledališče. Torej, vi imate neko skupino ljudi, ki v bistvu vstopa kot kolektiv, ki zastopa na koncu stališče in sporočilnost tistega produkta, ki ga uprizarjamo, če govorimo o gledališki predstavi ali pa, ne vem, razstavi ali pa kakorkoli. In proces dela in načina dela, izmenjave razmišljanja, pogledov na vsebino, tudi mogoče zahtev v konkretni disciplinarnosti, kako bi neka stvar mogla biti skomunicirana, je pravzaprav posebna dinamika dela in način dela. In s tem pristopom, ki nam je zelo blizu in mogoče tudi pravzaprav dom Branka Jordana, ker kot veste dela v skupini Beton, ki je v bistvu že večkrat, po moje 20 let pravzaprav delujejo kot skupina z manjšimi, seveda pač izstopi, vstopi in reorganizacijami, ampak to je narava kolektiva. Ne? In pravzaprav se znotraj tega tudi ukvarjamo s fenomenom tega kolektiva, ker se srečujemo z mnogimi skupinami, še posebej, ko pridejo iz AGRFT-ja, ki je v bistvu zelo specifičen in intenziven način dela in ustvarjanja in izobraževanja, ko potem pridejo v realni svet s prepričanjem, da oni so kolektiv. Vendar, ko pridejo na ta v bistvu tako bogat in razvejan umetniški teren, jih začnejo stvari vleči v drugačne smeri. In kaj se takrat zgodi v kolektivu, a je to kolektiv ali ni kolektiv in tako naprej. No? Tako da naši partnerji vstopajo na drugačen način, ne vem, Turki so v bistvu zelo, bom rekla, gibalno usmerjeni. Na drugi strani Nizozemci so pa zelo, v bistvu se ukvarjajo s tehnologijo. Tako da imamo res zelo dinamično presečišče disciplin in vsebin, ki jih vnašamo, in se mi zdi, da ravno z znanji, ki jih prinašamo v ta projekt, doprinašamo v eno veliko skupno mednarodno bogatstvo umetniških praks in vsebin. In gre za dinamično v bistvu preseganje mej. Res je, res je. Zelo veliko, mislim, že v preteklem tednu smo se pogovarjali potem, ker imamo mentorji ali pa pač vodje teh programov, imamo skupne pač debate, evalvacijo na pretekli teden in tako naprej, ker smo s tem namenom tudi naredili projekt pilotni, pač, da se pogleda, kje smo naredili napako, če smo jo, ali je ful dober ali pa kakorkoli. Smo v bistvu prišli do tega,
noro, no? Kako bi bilo to res dobro, da smo v istem prostoru, ker je že zdaj se v bistvu znotraj ne samo udeležencev, ampak tudi v bistvu teh mentorjev in strokovnjakov, ko vstopajo, ki so konstantno prisotni v procesih, se je že vzpostavljalo. Pa ne bi rekla, da gre za pomankanje tega mednarodnega sodelovanja in manjka občutka, da smo še zmeraj mednarodno udeleženi, daleč od tega. Jaz mislim, da vsa gledališča in organizacije, ki so mednarodno delovale pred časem korone, absolutno to počnejo tudi zdaj. Ampak resnično, na drug način, ampak delujemo in razmišljamo, ne? Ampak to, kar se je zgodilo znotraj tega projekta, te energije in neko v bistvu sreča in zadovoljstvo ob tem, da smo res očitno, več kot očitno te puzle zelo lepo zložili, je res pač neizmerno. Pašejo, ne? Pašejo ena na drugo. Zelo, tako. Katera pa je bila vseeno tista krovna tema na začetku, iz katere se je potem najbrž zdaj bo izšlo marsikaj, ampak za katero temo krovno ste se odločili? Čas. Čas. Izhajali smo, ko smo se začeli pogovarjati, je eden od pač vodij na nizozemski strani, Ronen Abbas, ki je ravno tako pač bil idejni vodja tega projekta, je rekel, velikokrat se spomnim pač enega filma, ki je v bistvu šlo za to, da se je en potnik vozil v vlaku in je v tistem trenutku zagledal eno hišo in je pomislil, kaj se zdaj v tej hiši dogaja, medtem ko jaz v bistvu ob istem času odhajam nekam naprej. Ne. In potem, čez par let, ko se je po isti poti pač vozil, ne, je videl isto to hišo in je rekel, kaj se je pa v tem vmesnem času zgodilo v tej pač, hiši oziroma s temi ljudmi in tako naprej. In smo v bistvu šli v to. Čas, ki smo mu priča dan danes, je zelo specifičen, ne bom rekla nehvaležen, ker je najbrž hvaležen za nek vsaka medalja ima dve plati. Točno tako. Ampak smo ga skušali postaviti čas torej in v smislu političnosti, v smislu tudi državnih meja presekanja in tako naprej. No. Tako da se že zdaj razvijajo mnoge podteme ali pa odvodi te teme. Ne vem pa, če bomo na koncu čisto res imeli osnovo, ona bo nekje globoko, ampak se je res že zdaj zgodil res razcvet poti kam in kako se lahko umestite. Čas bo pokazal, kaj se bo zgodilo s temo čas, ne? In čas bo pokazal tudi, kaj se bo zgodilo s tem projektom Boundary Crossing, ker je v bistvu pilotni projekt. Kaj ste do zdaj že ugotovili, ne? Da ima, mislim, kolikor sem uspela iz pogovora ugotoviti, najbrž ima projekt potencial in najbrž se ga bo še izvajalo. Absolutno, absolutno. Tudi v bistvu smo že zdaj začeli pogovore z Univerzo iz Ancone, ki jo zanimajo ravno iste stvari, isti modeli. Tako da potencial je, želja absolutno je. Bomo pa videli, kaj se s tem zgodi, no? Ker v bistvu zaenkrat s projektom nismo aplicirali na noben finančni mehanizem, ker smo izhajali iz tega, da dajmo videti, kje smo, kaj smo in kam želimo priti. Ko ga zaključimo, to je pač ob koncu maja meseca, bomo s partnerji se ponovno usedeli, premislili in absolutno delovali v smeri ne samo nadaljevanja, ampak širjenja partnerstva in v bistvu mešanja presečišč meja. To ste dobro povedali. In če bo recimo konec maja vseeno, če bodo nastale 3 produkcije, jih bo mogoče videti vse 3 v Sloveniji, kako bo? Želja absolutno je. Delamo na tem, da bi se jih umestilo. Je pa zelo težko govoriti o tem, a se bo zgodilo ali ne bo, ker so časi taki, kot so. Namen pa absolutno je, da bi se to zgodilo. Tudi to bo pokazal čas. Čas, tako, drži. Prvi teden je za vami. Kaj še udeležence čaka v naslednjih tednih? Imate razdeljeno po tednih, kako vse skupaj poteka? Drži. V tem tednu se pravzaprav umetniki, udeleženci začnejo ukvarjati s svojim materialom in se tudi odločajo glede, se pravi, ob koncu tedna bomo imeli zaključene
smeri, v katero želi katera skupina iti, in to bo tudi trenutek, ko se bodo udeleženci odločili, kako in v kakšnih vlogah bojo vstopali v ostale skupine. V naslednjem tednu je pravzaprav teden, ko aktivno delajo v svojih skupinah in v drugih, in ko pride do izmenjave mentorjev, torej pač tudi teh mednarodnih praks in tega. Potem pa v bistvu v še naslednjem tednu gre za finalizacijo vsebin ali pa projektov, in seveda potem v 6. tednu, če se bo le dalo, prezentacij istih. Bomo držali pesti. Tako da čisto za zaključek, še malce na splošno morda glede gledališča Glej, ste se morali zaradi teh posebnih časov kakšnemu projektu letos tudi odpovedati? Odpovedati zaenkrat ne, in nimamo namena, predrugačiti pa ja. No, tudi to zahtevajo te časi. Hvala lepa za obisk v studiu in uspešno s projektom še naprej, pa tudi seveda z gledališčem Glej. Hvala lepa. Mi gremo zdaj ponovno v oglase, po oglasih pa bova spet kraljevala skupaj z Luko tukaj v studiu. Imeli bomo pa seveda še aktualne informacije, promet in vreme, tako da ostanite z nami.